Lep pozdrav tudi strani gospe Nataše Zavrtanik. Glede na to, da smo s časom malo omejeni, mi zdaj je prišlo na misel, da v bistvu vsi gradbeni projekti nekako se zaključujejo takole z asfalterskimi deli in vedno se mudi in bom poskušal, kako vsi asfalteri v čim krajšem času narediti nekaj, kar si boste vsaj nekako poskušali zapomniti, ali pa želim se, da se zapomnite te stvari. Pred mano je bilo že dosti povedano o asfaltnih zmesih, torej znamo, je možnost narediti vrhunske asfaltne zmesi, visokimi togostmi, odpornostmi na nizke temperature, vse stvari se dajo zračunati, dokazati, ampak bom pa priložil še tole, če to ne zapakiramo v nek konkreten paket, nek korekten paket, potem nekako je vse skupaj bolj na akademski ravni ostaja, žal. Tukaj bi izpostavil zdaj problem zlepljenosti, se pravi, če hočemo asfaltno utrditev narediti v nek paket, moramo vse super plasti med seboj tudi zlepiti. Do sedaj to na tem področju se je največ ukvarjal DARS, tudi v letu 2000 je financiral raziskovalno nalogo, takrat so pa tudi neke smernice v Sloveniji tudi se prav nastale, glede samih zlepljenosti asfaltnih plasti. To bom tudi na nadaljevanju malo več povedal. Zdaj, kaj je pomen? Na teh slikah vidite pač neke tipične primere slabe zlepljenosti. To verjetno ste že vsi srečali, ko se vozite po teh naših cestah. To so take tipične napake, ki so hitro vidne tudi in tudi relativno hitro se lahko tudi popravijo z majhnimi stroški. Problem, kaj je problem? Tiste napake, ki se ne vidijo, oziroma tiste slabe zlepljenosti, ki jih ne vidimo. Tukaj imamo en tak tipičen primer raznosa obtežbe. Smo tlačni na tezne napetosti in vidimo, če je ta paket nekako povezan skupaj, lepo deluje in v zgornjem delu tlak, v spodnjem delu asfaltne utrditve nateg. Kaj pa, če se v bistvu te plasti med seboj niso zlepljene? Je pa zadeva taka, ne? Vsaka plast deluje posebej, se pravi, tako kot bi si predstavljali deske ena na drugi, ne? V bistvu se ena plast pod obremenitvami dinamičnimi pač vozi po drugi, po domače povedano. Ena zelo zanimiva slikca vira, se pravi Rittenmeier in Zene. Kaj se dogaja pri obremenitvah v asfaltnih plasteh? Tukaj vidimo z rdečim stik med obrabno zaporjo in vezno plastjo in stik med vezno plastjo in zgornjo nosilno plastjo, se pravi med bito drobirji. Največje strižne obremenitve in tudi tlačne se dogajajo prav na stikih med tem dvema plastima. Pri nekem osebnem prometu je obremenjen stik obrabno zaporna vezna plast, pri težjih prometnih obremenitvah pa vidimo, da se tudi v spodnji plasti, se pravi vezna plast, zlepljena na nosilno plast, dogajajo velike strižne napetosti. Gospod Hofko, hvala za tale slajd Tehnične univerze Dunaj. Ta slajd bi ne bi smel biti skrit na netu, ampak bi na marsikajšnjem gradbišču mogel biti predstavljen kot jumbo plakat. Zakaj? Tukaj je nazorno prikazano raznos obtežb pri polni zlepljenosti in tukaj pričakovana življenjska doba asfaltne utrditve. Če asfaltni plasti nista zlepljeni, se in tlačne in natezne napetosti v spodnji nosilni, se pravi v vezni plasti, opazno povečajo. Rezultat tega pa je zmanjšanje življenjske dobe asfaltne utrditve tudi do 80%. Ta podatek ni samo podatek Tehnične univerze Dunaj, tudi letos smo imeli možnost obiskati Asfalt institut v Kentuckyju in tam so nam postregli s praktično istimi številkami. Sicer so rekli 75%, ampak to je pač ta rang. Torej za neko slabo zlepljenostjo oziroma nezlepljenostjo asfaltnih plasti občutno vplivamo na življenjsko dobo asfaltne utrditve. Tukaj padejo vse neke
karakteristike visokih togosti in ostalih lastnosti, prav na tem nekem dokaj nepomembnem, na videz nepomembnem segmentu. Pa gremo malo na teren in sicer običajno priprava podlage pri nas poteka z reskanjem. Tukaj imamo se že srečujemo z določenimi, rekel, dobrimi in slabšimi pripravami podlage. Primer dobre podlage priprave, torej lepo, korektno, homogeno zreskano. Drug primer, pač praktično z istim strojenstvom, drugačno pač delno strojne opreme, povsem drugačen rezultat. Že vizualno, kaj še lepo naprej z preiskavami. Pač priprava podlage nadaljevanje z čiščenjem, v bistvu pravilo bi moglo biti odstraniti do zdrave podlage. Tukaj mogoče pozivam tudi vse operativce oziroma tiste, ki imajo direktni stik z operativo, da se teh pravil poskušajo čim bolj držati. Na tako čisto neko pripravljeno podlago gremo s pobrizgom bitumenske emulzije. Tukaj imamo nekako navedene sisteme, od zelo dobrega do neprimernega, pa bi mogoče samo poudaril, glede na časovno omejitev, da se prepogosto izvaja pač preplastitev na novo plast, se pravi, bom konkreten, obrabno zaporna plast, navezna plast, brez pobrizga. To je neke vrste loterija, ali uspe, ali pa tudi ne. Tako da te stvari v praksi ne bi smele biti vidne. Po drugi strani se dogaja pa tudi to. To je pa praktično neprimeren pobrizg, ki v bistvu niti nima, ne bi ga smel klicati pobrizg. Določitev količine pobrizga, kako je pri nas, smernice TSC, količina pobrizga je odvisna od stanja podlage, ter jo treba prilagoditi vsakemu stanju posebej. To je nekako vse. V praksi se izvaja, se pravi, nekako od 0,2 do 0,4 kg na kvadratni meter, odvisen od odločitve pač na terenu. Pa pogledamo malo čez mejo, imamo Nemčijo, ki so nam nekako za vzor. Tukaj je stvar že precej bolj definirana. Točno se ve, kaj se bo preplastilo, kako je ta površina pripravljena, ali je to sveže, ali je to reskano, ali je to odprta površina, tako bolj kot porozni asfalt. In tukaj mogoče bode tole dejstvo. Reskana površina, to je pač tabelica za težke prometne obremenitve, se vedno pripravlja s 60% polimer modificirano bitumensko emulzijo v količini 500 gramov na kvadratni meter. Torej, bitumenske emulzije, kot smo že danes slišali, so pač regulirane z obveznim CE označevanjem. V Sloveniji obstaja dodatek, se pravi nacionalni standard, SIS 1036 pred 2 leti sprejet. In v tem standardu so tudi nekako opredeljeni tipi emulzij, ki so na slovenskem tržišču tudi najbolj prisotni, najbolj se uporabljajo in tudi nekako specificirane, bolj natančno so specificirane, kakšnim kakovostnim karakteristikam morajo te uporabljene bitumenske emulzije zadostiti. Ko smo se enkrat to pač naredili, očistili, pobrizgali, nadgradili z naslednjo plastjo, pa pridemo vrsto preiskave zlepljenosti. V svetu je dosti teh stvari, rekel, v razvoju, te preiskave niti niso poenotene. Precej je nedestruktivnih metod, ki so bolj v fazi razvoja, delujejo pa na širjenju valov frekvenc. Druge metode so destruktivne, to tudi pri nas pride v poštev. Pri nas se uporablja v veliki večini dobro znan ta Leutnerjev test, ki ga je razvil profesor Leutner. Gre se pa za klasični odzem vzorcev vrtin na terenu, oziroma 2 mesta morata biti odzeta za potrditev. Potem se to prenese v laboratorij in se v takih kleščah v bistvu obremenjuje, strižno obremenjuje do porušitve. Tukaj imam tak
primerček, kaj se vidi potem, ko je stvar razcepljena, ne, ko jo prestrižemo. Tukaj je preplaščena, umazana površina. Tudi na tej vrtini so bili zelo slabi rezultati zlepljenosti. Kriteriji za zlepljenost obstajajo tudi v Sloveniji in sicer so bili postavljeni že v začetku neko letu 2000, s tem, da v kasnejšem obdobju so bili znižani. Se pravi, imamo kriterij za doseganje sile zlepljenosti med obrambno zaporno vezno in med nosilno in vezno plastjo. Pa se počasi približujemo tistemu ekonomskemu delu, ker bo v začetku tudi omenil, da nismo družba ekonomistov pa pravnikov. Čeprav ekonomija v bistvu z gradbeništvom gre tesno z roko v roki, pravništvo pa niti po meni ne bi smelo imeti takega vpliva. V glavnem, z istim vložkom pripravimo neko korektno, z istim vložkom priprave površine. Vidimo, tukaj je stvar zelo korektna. Na naslednji sliki že manj korektna, tukaj pa čisto popolno nekorektno. Ista količina pobrizgane emulzije z enakimi vloženimi stroški so rezultati povsem različni. Imamo tukaj en tak tipični graf preiskav zlepljenosti. Tukaj imamo en tak dober rezultat in slabši rezultat. In sicer z nekim korektnim delom, z nekim inženirskim pristopom, lahko asfaltne plasti zlepimo med seboj precej iznad zahtev. Zahteva v tem primeru je bila 15, doseganje prek 25 kilonewtonov na. Slabša priprava, to je ta druga, je krepko pod zahtevo, tako plast pa je nemogoče zlepiti z naslednjo plastjo. Tako da v bistvu je, še enkrat poudarjam, z enako vloženo energijo, z enako vloženimi stroški rezultat lahko povsem različen. Za konec bi rekel, se pravi, pri vsej tej stvari je potreben kot pri vseh stvarih zelo sistematičen pristop. Nekako se pojavlja potreba za bolj natančen določiti tip in količino pobrizga. Optimizacija tipa in količine je bolj strani izvajalca del. Ne rečem se, konec koncev moramo zagotavljati neko korektno zlepljenost. In tukaj vidim tudi sistem kontrole kakovosti, ki je z vsemi temi testi, tukaj veljavi trenutno en, s tem, da je možnost razvoja, je lahko veliko pomoč. Predvsem tem ima tehnološka disciplina absolutno prvo mesto. Na posledice skritih in namerno sem pisal prikritih napak, se pravi ti neki časovni stiski, se dogajajo mrzke zadeve, tudi na to je potrebno imeti kar močen vpliv, da stvari res ne grejo čisto po svoje. Zahvalil se bom pozornost, upam, da nisem preveč posegel v čas odmora, tako da hvala lepa. Vprašanja pa tudi.